No daj povej z mano. Ja, da je. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, dragi gledalci in gledalke. Evo, židane volje smo tukaj in v moji družbi, kako pa zdaj mi kar v šov, kar v kuhno, v redu je. Ja, seveda. V moji družbi je Žan, ki mi bo zdaj pomagal pripraviti eno tako zelo posebno, ne glih ravno praznično solato. Sem mu rekla, da bo solato naredil, evo. Ok, jaz sem bolj lesen, veš, pri takih stvareh. No, vse prav, da se začneš učiti. Na polovičku? Ha? A tako bi ti? Ja, ne vem, kako pa ti? No, dajva takole, rej. Takole? Na ta način. Pa načeloma pri sadju in zelenjavi ne uporabljamo kovinskega pribora, ne? Ampak, ja pa si že ti videl, kdaj je avokado noter? Tako ga moš okrog in okrog, veš? Ja. Ampak uporabljamo torej keramične nože, tako da danes se mečkano kršimo. Ja, bomo pa pripravili en tak zanimiv recept iz avokada in pa paradižnika. Dejansko samo narežete in blazno zanimiva stvar, zelo dobra, sploh če date potem še mečkano popra gor. To so me naučili na Šrilanki in moram reči, da je bilo zelo dobro in zelo zanimivo. Bravo, Žan, bravo. Tako, evo, zdaj boš pa to narezal na kockice, pa valjda veš, da ne tega, ne? Lahko pa si pomagaš zdaj za žličko, da to ven spraviš. Vse? Ja. Ej, a ti bi imel novo televizijo? Ja, bi imel, ja. Imel, ne? Glede na to, da jo nimam. Nimaš televizije? Ne. Ja, jaz imam pa tako malo televizijo imam, ne? Ampak, lej, nismo mi dva naši gledalci pa gledalke, ki imajo možnost, da dobijo tako fajn veliko televizijo. Naj mi nekdo to televizijo prinese zdaj. Kje je zdaj ta televizija? Naj mi jo nekdo prinese, zato da pokažemo, kako velika je. 40-inčna, v tem času pa, no evo, ja. Zdaj, čez zadnja vrata si prišel zdaj noter. Hvala ti lepa. Evo ga, takole veliko televizijo bo torej dobil nekdo izmed vas. Nagradno vprašanje pa se glasi, tralala, hopsasa, kot lahko vidite tukaj. Pravila nagradne igre so objavljene na naši spletni strani www.klepetobkavi.si, kjer lepo piše, kakšno je nagradno vprašanje in tudi kakšni so pogoji za sodelovanje in kakšen je način, torej, da se pokliče telefonska številka in za odgovor 1 pritisne. Torej za odgovor 1 pritisne na 1, za odgovor 2 na 2 in za odgovor 3 na 3. Samo nagradno vprašanje pa se glasi. Torej 11. oktobra katerega leta je v Sloveniji pričel teči redni televizijski program? Je bilo to leta 1975 za številko 1, leta 1958 za številko 2 ali za številko 3920, medtem ko je torej televizija v zgodnjih 50-ih naglo osvajala svet, pa v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji torej še ni nekako zaživela. To se je zgodilo 11. oktobra katerega leta, to je tisto, kar vas seveda sprašujemo. In na Miklavža, torej to nedeljo, bo znano, kateri torej je tisti, ki bo tole televizijo tudi prejel, oziroma tako prejel. Jaz se nad vse veselim tega in verjamem, da tako prijetno darilo za tistega, ki bo seveda srečni nagrajenec. Tako, v tem trenutku, medtem, ko Žan, kako ti gre? Ja, no, prvič tole delam z avokadom, tako da mislim, da mi gre kar, ne vem, no. To boš mogla ti presodati, jaz sem malo lesen glede tega, a je tako v redu. No pa sej, lej, koliko si zdaj star, 19 let? Bom 20 malo. Malo boš 20. Zadnji cajt, da se začneš učiti, veš? Zdaj smo v teh cajtih, ki je fajn. Naš mami doma da pomagaš. Ja, jaz sem še bolj v tistih cajtih, ker jim kupati na hiter, pa je to. Ni nam všeč. Ni nam všeč, oziroma mogo boš malo pogledati knjižico Prehrana, lepota, čistoča, da boš tudi kako kozmetiko znal sam doma narediti, veš? Ja, to pa seveda. Ja, to pa seveda. Sicer pa zelo lepa hvala vsem tistim gledalcem in gledalkam, ki ste že začeli pošiljati tudi voščila in voščilnice. Ja, koliko sem jaz navdušena nad vsemi temi stvarmi in res mi veliko pomeni pisana beseda. Tudi 20., 30., 40. sem pisala razglednice iz Šrilanke, ko sem bila tam, tako da evo, jaz podpiram takšen način komuniciranja in najlepša hvala naši gledalki in poslušalki pa prijateljici Anici Podgornik iz Petrovč, ki je danes tudi poslala tole, no pa še nekaj ostalih smo tudi dobili, tudi vprašanj in pa tudi kar precej takih in drugačnih pisem,
ki ste jih poslali tisti, ki že uporabljate našo knjižico Prehrana, lepota, čistoča. Predvsem poročate o tem, da ugotavljate, da zdrava prehrana pa pravzaprav sploh ni tako zakomplicirana, pa da ne traja to zdaj 100 let, da en obrok skupaj pripravite. In v mesecu decembru vsekakor polagamo na srce, da si tudi vzamete čas zase, ne samo okrog laufate po nakupih, pa takih in drugačnih opravilih, no je pa s tem povezan tudi današnji trening osebne rasti, ker dajmo si pogledati, kaj je današnji izziv. A gre? Bo šlo? Jaz mislim, da te bo mami zdaj kar malo bolj redno vključevala v kuhno. O, boh ne daj. Boh ne daj. Vse ti gre, fajn ti gre. Evo, jaz se že veselim tele solate. Danes smo delali tudi že čokolado, ki smo jo pripravili, in evo za take različne recepte, torej knjižica Prehrana, lepota, čistoča ali pa naša spletna stran www.klepetobkavi.si, ker pa torej spodbujamo čas, ki ga namenjate sebi v mesecu decembru, pa seveda tudi svoji družini, ampak da se mečken tudi vase usmerite. Ja, branje je ena izmed takih finih, fajn stvari in glede na to, da se v naši dnevni sobi redno srečujemo s takimi drugačnimi pisatelji, imam danes tukaj s sabo tudi 3 knjige in eno bo nekdo izmed vas tudi izbral tale trenutek. Telefonska številka se bo izpisala spodaj, sam bo povedal, katero bo imel raje, ali je to Prehrana, lepota, čistoča, moje malenkosti in sodelujočih v oddaji Klepet ob kavi, ali je to Reci življenju ja od Barbare Fožir, ki govori o Andreji Novak, ki smo jo gostili prejšnji teden, ali je to Boris Vene in Zdravje je v nas. Katera je torej tista knjiga? Kaj morajo pa gledalci povedati? Gledalci? Ja. Ne bi jih vedel. Nekaj se spomnim. Glejte nas. A ja, ne, oni morajo nekaj povedati. A ja, oni? Ja, Oni nam? Kakor eno nagradno vprašanje moramo dati. Ja, ne bi vedel na pamet. V redu. Ni se treba preveč premenjevati. V redu je. Veste kaj, takole bomo dali. Izziv za tistega, ki bo seveda poklical in nam zaupal, katero knjigo bo imel, je ta, da nam pove eno lepo misel oziroma da nam pove, zakaj je danes hvaležen. To je pa lahko pravzaprav karkoli. Jaz sem recimo hvaležna, da danes, ko sem se peljala v Ljubljano, da so bile same zelene luči in sem tako zelo hitro prišla. Zakaj si pa ti danes hvaležen? Jaz? Pa lahko spustiš to, da lahko zdaj tole režeš. Ja, jaz sem hvaležen, da sem lahko danes malo dlje spal. A si malo dlje spal? Ja. Ko sem ti favš? Jaz pa danes nisem ob 6 je bil. Pa tudi, če sam za 5 minut, pa tako zapaše, ko pogledaš, pa tako še 5 minut, pa nazaj zaspiš. Ja, sam tu smo bili zdaj v takem ciklu, veš, ko smo rabili več spanca. Zdaj pa fertik, lušen. Jaz sem zmer zimski spanc. A res? Tudi če je sred poletja. V redu. Zdaj avokado ti je uspel, na nek način, ne? Zdaj vidim, imaš zelo fajn roke. Zdaj moraš pa še tole narezati, veš? Zdaj moraš pa še tole narezati, pa daš lepo vse noter, pa mečkem posoliš, pa mečkem popraš. Še to? Pa sol pa popraš. Tako. Ni neke višje tehnologije tukaj, ha? Kaj misliš? Pa jaz sem... Ja, ne, ni. Ni. Tudi sem, kako si spreten z nožem. To je res. Evo, mi bomo vsak trenutek sprejeli telefonski klic in ugotovili, katera je tista od teh 3 knjig. Zdravje je v nas, torej kako s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagaš največjo krizo v svojem življenju. Reci življenju ja, torej pogovori z pranoterapevtom oziroma energijsko terapevtko Andrejo Novak in pa Prehrana, lepota, čistoča, ker se zavedamo, da so doma pripravljeni izdelki tisti, ki jim lahko resnično zaupamo. Sami boste izbrali, katero torej od teh 3 knjig boste izbrali in tudi imeli, mogoče komu poklonili naprej ali pa, ne vem, ali pa mogoče imeli sami zase. Katero knjigo nazadnje si prebral?
Nasplošno? Ja. Gospodar prstanov. A res? Ja. Fajn. Ne boš ti prišel en dan mojo knjižnico malo pogledat. Si už kakšno fajn knjigo še sposodil. Drugač pa, evo, bravo, da sploh bereš. Me strašno veseli. Mojca je z nami na telefonski liniji. Dober dan, Mojca. Halo. Mojca? A slišimo tole našo gledalko Mojco? Je prekinila je. Ja, tudi to se zgodi, nič, zato takoj bomo sprejeli naslednjega. Torej, hitro, vsak trenutek pričakujem že naslednjega, ki bo zaupal, kaj bi imel. Sicer pa moram reči, da bomo v mesecu decembru zelo radodarni, tako da ste lahko kar pripravljeni, kar se tega tiče, da bomo obdarovali skoraj vsak dan ali pa vsak dan, če ne tukaj pa preko katerega drugega torej kanala ali spletne strani ali družabnega omrežja. Dober dan naslednjemu, pozdravljeni. Dober dan. Dober dan, kdo je v naši družbi? Olga. Pozdravljeni, gospa Olga. Na kater konec Slovenije vam pošiljamo pozdrave? Litija, super, odlično. Gospa Olga, boste povedali, zakaj ste pa vi danes hvaležni? Kako lepo misel? Jaz sem hvaležna, da sem in da sem pokrepna. Bravo. Lepo je biti hvaležen, pravijo, da je to seme vsega dobrega. Rada bi pa naročila knjigo voditeljice, vas, ker se nisem zapomnila imena knjige. Tako, prehrana, lepota, čistoča. Evo, tole knjigo boste seveda dobili, prejeli in hvala lepa, da ste si jo izbrali, kar ostanite na telefonski liniji, da poberemo vaše podatke in evo, konec tega tedna pa boste pravzaprav že lahko ustvarjali 50 receptov, se tukaj notri nahaja iz vsakega področja, torej ne samo od prehrane, ampak tudi lepote, tudi zelo preprosto je ustvarjati svoje izvirke kozmetične in pa ustvarjati svoje ekološka čistila, med drugim pa tudi še marsikaj drugega se najde. Najlepša hvala gospej Olgi. Ja, te bo pa, a veš, da ti bo glih kar počasti bo paratal, ne? Takole, torej, solatka bo pripravljena za nadaljevanje, ko nas čaka še marsikaj zanimivega. Sicer pa, če iščete dobre vsebine, pokukajte na našo YouTube stran, kjer se nahajajo pravzaprav vsi prispevki, ki so se kadarkoli zgodili. Naj vam bo svet lep!